Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Dobrodošla v drugi pogovorni epizodi, kjer gostim navdihujočo Tajo Harris. Taja je med drugim fotografinja, velika navdušenka različnih oblik gibanja, zdravega življenja, potovanj, druženj. V pogovoru spregovoriva o njeni poti kot fotografinja, o lepotah in izzivih samostojne podjetniške poti, o projektih, ki jo polnijo. Spregovoriva pa tudi o vzponih in padcih, o izzivih, o soočanju z ločitvijo staršev, o doživljanju tesnobe, trenutkih osamljenosti, o novonastalih strahovih, o povezavi med telesnim in duševnim zdravjem, o tem, kaj njej lepša življenje, kaj se ji zdi pomembno in kako ohranja pozitiven pogled na življenje, ki ga ta res močno izžareva. Jaz sem po najinem pogovoru še isti večer pripravila eno druženje s prijatelji in ta mi je bila v navdih in spodbuda za to. Upam, da bo pogovor v navdih tudi tebi, da se te dotakne in ti polepša dan. Jaz bom začela kar z vprašanjem, oziroma ne. Začela bom z tem, da ful hvala, da si vzela čas. Z veseljem. In jaz se zelo veselim tega pogovora. Se mi zdi, da v enih stvarih, ki bo danes govorila midve, se poznava malo, ampak v enih stvarih še nisva to govorile, tako da res. bo zame novo in se zelo veselim, do česa bomo prišle in tako. Super, hvala za povabilo, sem full excited. Jaz bi začela najprej kar malo tako, če slučajno te kdo ne pozna, če podeliš kaj o sebi, ali o delu, ali o čemarkoli drugem, kaj bi rekla, da te zaznamuje, kaj bi rekla, da te v življenju veseli. Torej, jaz sem Taja Harris, včasih sem bila Košir Popovič, zato je tudi moj brand še vedno Taja KP. Najrajš fotografiram poroke, ljudi, interjer, predvsem potovanja tudi. Če ne fotografiram, sem pa najrajš v kuhinji in kreiram kakšne nove recepte. Delam pilates, se sprehajam v naravi ali pa plavam neskončno ur v morju. Tako. Drugače sem pa dosti pozitivna, bi rekla. Probam gledati na svet z eno svetlobo in ne temo. Rada spoznavam ljudi in predvsem tudi moj poklic mi je ful fajn, zato ker vsak dan je en drug projekt, so ene nove zgodbe, nove ljudje, nove energije in se s tem zelo rada soočam, spoznavam. In ja, tako mi ni dolgčas, no, bi rekla. Rada imam tako zanimivo življenje. Kako bi rekla, da se je začela tvoja ta ustvarjalna pot do fotografinje?
Mislim, jaz sem iz dosti kreativne družine. Moj ded je Karpo Godina, ki je dosti znan režiser in fotograf, tako da se mi zdi, da sem od njega dobila malo teh genov, bi rekla. Potem moja mama se je ukvarjala zelo veliko s kreativnimi projekti, bila je direktorica marketinga na različnih agencijah. Potem oče je sicer bolj v športnih vodah, ampak tudi je bil vedno odprt, kar se tiče tudi umetnosti in tako. In tudi moja babi, zdaj pokojna Manca Košir, se mi zdi, da mi je dala tudi ogromno enega vedenja o umetnosti, modi, odprtosti in tako. Tako da se mi zdi, da sem zrasla v nekem takem kreativnem okolju. Sicer kot najstnica nisem čisto vedela, kaj bi rada bila. Tako vedno me je zanimalo dizajn, fotografija, film, moda. Najprej sem sicer mislila, da bom postala grafična oblikovalka, malo tako kot ti. In res želela iti to študirati na Dunaj, na Angewandte Kunst in se tudi učila nemščino in se res temu ful posvečala, ampak potem žal me niso sprejeli. In takrat se spomnim, da sem bila kar na dnu, ampak pol sem šla bolj tako vase in spet se vprašala, kaj res rada delam. In se mi zdi, da fotografija je bila res vedno del mene in pa tudi film. Tako da sem pol našla to šolo v Gorici, Akademija umetnosti, ki mi je ponujala oboje, plus tudi recimo arhitekturo, pa oblikovanje, pa risanje, tako da tam je bilo veliko enih zanimivih predmetov. Tako da sem pol tam pristala in po faksu odprla SP in se poglobila v fotografijo predvsem. Včasih pa tudi kaj še režiram ali pa posnamem. Tako da na hitro moja zgodba. Zelo lepo. A si kdaj razmišljala, da bi se kje zaposlila? Lih zadnjič sva z Nino Štajner se pogovarjali, ker sem imela tukaj podobno pot, v smislu nekje zaposliti se po faksu in pol delati dvojno in potem iti na SP in so se spraševali, če obstaja pot, kjer ti ni treba delati dvojnih biznisov, preden greš na svoje, in tvoja pot pa je tako, ti si šla pa direkt na svoje. Ja, v bistvu sem čisto malo na začetku bila pri enem podjetju, ampak 3 tedne in potem sem rekla tako poskusno, da to ni zame, da jaz ne morem biti priklenjena v enem ofisu cel dan, tako da to mi je bil dober test, sicer zelo hiter, ampak sem tako videla, ne, to ni to in potem sem tako odprla SP. Sicer moram reči, da ni enostavno imeti SP, sploh zato, ker imaš res ene mesece fajn, ene mesece slabe in se mi zdi, da moraš biti kar tako stabilen, discipliniran in se mi zdi, da to mi je ful veliko dal balet, ker jaz sem bila baletka 14 let in sem ful hvaležna, da sem bila, zato ker mi je res balet mi je dal izjemno veliko discipline in tudi seveda občutka za gib in v bistvu nek health lifestyle. Tako da, kaj sem zdaj hotela reči? Ja, tako da jaz sem šla direkt v to in nekako dobro handlam, kljub temu, da je kdaj težko, nekako zaupam vesolju, da mi pridejo projekti ob pravem času in da preživim. Kaj bi rekla, da so ti bili glavni plusi pa minusi tega SP-ja? Poleg tega, kar si ti že malo omenila, ta se pravi ta malo nestabilnost, nesigurnost. Mislim, plus sigurno ta, da sem nekako sama svoj šef, ne? To mi blazno paše, da nimam zdaj tam nekoga nad mano, da mi kreira moje življenje in moje dneve. In to, da imam to svobodo, da ko ne vem, sem na dnu ali pa se slabo počutim ali imam menstruacijo, da si lahko probam vzeti recimo dan off in nič ne delam in ležim na kavču in pijem čaj. Do tega, da si lahko vzamem frej dneve za potovanja, ki mi veliko pomenijo in mi nahranijo dušo. Tako da jaz sigurno vidim veliko plusov, ja, minus je pa ta, da seveda nimamo, če si bolen, tele, kako rečemo, bolniške, tudi porodniške nimamo najboljše. Potem ja, ta nestabilnost predvsem. No, ampak se vidi, da sem jaz tudi iz take družine, ker tudi moja mami ni bila, mislim, nek del svojega življenja je bila zaposlena, ampak zdaj večinoma ima svoje podjetje in je sama svoja šefica in se mi zdi, da imam njo kot nek vzor in vidim, da se da speljati, če se hoče.
Jaz sem tudi, mislim, meni je bilo tako na SP-ju, mi je bila ta nestabilnost, pa mogoče malo nepredvidljivost včasih Ja. vnaprej, a ne, vsaj recimo, tudi moja narava dela je tako, da včasih imam, ne vem, za pol leta blokirane projekte, včasih za 1-2 meseca, oziroma si jih bolj sprot. In so vedno prišla neka obdobja, kjer je bilo preveč ali preveč dela, in obdobja, kjer je bilo manj povpraševanja za nove projekte. In takrat me še vedno včasih stisne, ojoj, kaj če to zdaj to, nikoli več ne bo novega projekta. Se mi zdi pa, da mi je bilo z leti lažje, ker sem vedela, oziroma sem se lahko spomnila, ej, to obdobje je že bilo, bilo je že bolj sušno, a ne, pa si pol začneš nekako zaupati, da si bil že tam, pa nikoli ponavadi ni dolg časa trajalo. A si ti podobno opazila? Ja, zelo podobno. Ja, in to zaupanje je tako pomembno, ampak res meni se zgodijo take zabavne stvari, ne vem, ker sem tako, ne vem, bolj brez projektov, pa nimam zdaj prav finančne podpore velike, in pol se še, ne vem, recimo pralni stroj pokvaril kaj in je naslednjih 400 evrov in sem tako, kako bom preživela? In pol, ne vem, čez pol ure dobim klic, Tajči, a si slučajno Frej, naslednji teden bi imela nov fotke, in sem tako, vidiš, vesolje res poskrbi. Pač do zdaj se mi je to čisto vsakič zgodilo, da nikoli nisem bila tako res depressed, mislim, tako, kar se tega tiče. Vedno se nekaj zgodi, vedno. In v to je res treba zaupati. Tako da, ja, verjamem v to. Se strinjam. Zaupati plus si zapomniti izkušnje, a ne? Ja, res, ko so se in že tudi podobne handlati to. Tako, se mi zdi tudi zdravo, da pač kdaj ti je malo težji, ni s tem nič narobe, je to čisto človeško, da nam je kdaj težji, in pa pridejo spet lažji dnevi in bolj uspešni. Ampak to je life. Kako je šla pa tvoja pot glede, a si bolj sledila s področjem fotografiranja povpraševanju naročnikom, ali si se zavestno usmerila, kaj si želiš fotkati, in recimo, ne vem, zavrnila naročnike, ker niso bili iz področja, ki bi tebi ustrezal? Ja, na začetku moram reči, da sem skoraj vsakmu rekla ja, zato ker sem seveda rabila izkušnje, pa tudi gradila moj portfolio, videla sploh, kaj me zanima, kakšni projekti, kakšni ljudje. Tako da na začetku je bilo res vse živo in vsemu sem ja rekla ja, vsakemu dogodku, vsakemu portretu, vsem. Zdaj se mi pa zdi, ker imam neko prepoznavnost tudi, pa nek svoj stil, da lažje rečem nečemu ne, kljub temu, da bi mi mogoče prinesel veliko denarja, ampak tudi za kakšne stvari, ki jih ne podpiram, rečem ne, mislim tudi tako okoljevarstvenih zadevam. Tako da ja, ali pa tudi, če se z recimo klientom ne razumem najboljš, tudi pač rečem ne, ker se mi zdi za oboje boljš. Pa tudi za kakšne take večje stvari ali komercialne fotografiranje tudi rečem ne, ker vem, da nisem jaz recimo najboljši primer za me vzeti za kakšno fotkanja studijska predvsem, ker sem bolj naraven tip fotografinje. Obožujem naravno svetlobo in se rajš tem stvarem bolj posvečam. No, tako da ja, zdaj se mi zdi, da sem bolj samozavestna in da znam reči tudi ne. Pač, ja. Kaj ti je pa recimo sanjski projekt, ki si ga že delala ali pa ki ga še nisi, pa bi ga rada? Ja, to se tudi ful spreminja, ker recimo na začetku, ko sem postala fotografinja, sem bila tudi še ful v modi, ker sem bila tudi še vmes manekenka, ker sem bila zelo mlada in sem pol sanjala o tem, da se bi preselila v New York ali Pariz in delala velike kampanje kot model, pol kot fotografinja. Zdaj mi pa to vse v bistvu predstavlja en tak velik stres, da si sploh ne želim tega, in mi je zdaj tako, sem najbolj ponosna na stvari, ki me najbolj tako nahranijo in mi tudi najmanj nekega stresa prinesejo zraven. Tako da, mislim, kar se tiče za dušo, sem definitivno najbolj uživala na fotkanju na Havajih. Sem imela tudi to srečo, da sem fotografirala, ne vem, če poznaš, verjetno ne, ampak so eni najbolj uspešnih baletnikov oziroma plesalcev, se imenujejo Jacob Jones Company iz Los Angelesa, in sem jih fotografirala na Havajih za njih, za njihov portfolio, in to mi je bilo tako najbolj za dušo, ali zato, ker so bili plesalci to, kar sem jaz bila včasih, in se mi zdi, da smo se ful pokonektali in sem res znala njihove gibe
pofotkati, zato ker sem vedela, kako se telo obnaša v teh različnih momentih in tako. Tako da to mi je bil definitivno eden ljubših projektov. Pa zdaj sodelujem z revijo dosti novo Blumenhaus. Mislim, da sta Francozini oni dve, te dve, ki imata to revijo. In mi je ful lepa, zato ker se res ful... To moraš videti, ne? A poznaš ti Blumenhaus? Ne Moraš poznam. pogledati, ker je vizualno ena najlepših revij. Se predvsem ukvarja z botaniko in umetnostjo, povezano z botaniko in fotografijo in ilustracijo in slikarstvom in vsem tem. Tako da zdaj oni sicer dajo revijo samo eno ven na leto, ampak je res vsaka revija tako kot en piece of art. Tako da sem zdaj za njih 3-krat že sodelovala in zdajle oktobra izide nova številka in se ful veselim. Sem pa fotkala v Angliji 2 posesti oziroma en botanični vrt in pa eno znano tudi cvetličarko, tako da se ful veselim teh slik. Tako da v bistvu najbolj passionate projekti so mi povezani s potovanji, pa se mi zdi s tujino. Da tlele v Sloveniji sem tako že malo naveličana in me je res vedno bolj sodelovati tudi s tujci. Kako so se zgodili te projekti s tujino? Čisto slučajno, v bistvu te Havaji so me najbolj s svetom nekako povezali. In sicer jaz imam tam družinske prijatelje in sem 5-krat šla tja kot malo au pair, ker sem skrbela za njihove otročke. In tam sem spoznala in te plesalce li slučajno, ker so naleteli na to hišo, ker je ful znana, tako arhitekturno. In tam sem tudi spoznala eno prijateljico Sabine, ki je Francozinja, ampak živi v Lizboni. In ona je v bistvu travel writer, mislim, taka zelo uspešna novinarka in pisateljica. In ona me je povezala pol s temi revijami in tudi hoteli, Darila in Chateau. Tako da z njo zdaj veliko sodelujem in sva se ful ujeli, tako da sem ful vesela. Zelo lepo. Te druge stvari pa zdaj, tudi zato, ker je moj fant Anglež in se mi zdi, da pol še prek njega dobivam kakšne veze in zdaj tudi poroke drugo leto v Angliji in to, tako da se veselim tudi tega. Zelo lepo. Če greva še malo na drugo, meni blizu temo, na duševno zdravje. To je tema, o kateri jaz vem, da s tabo nisem to govorila, mi je bilo pa prej zelo zanimivo, ker si rekla, da si bila od nekdaj zelo pozitivna in tako te jaz te vidim. Meni se zdi, da sej eno je, ko gledaš človeka od zunaj, ampak jaz bi rekla, da si bila ti, odkar te poznam, vedno pozitivna. Ampak sem želela te vprašati, kaj bi rekla, a so bile neke tematike ali pa trenutki, ko si se srečala z nekimi izzivi na področju duševnega zdravja? Če je kaj, kar bi bila pripravljena podeliti. Sem zelo odprta, tako da me karkoli lahko vprašaš. Mislim, da prvo srečanje z neko tesnobo in žalostjo je bilo, ko sem bila stara okrog 16 let, ko sta se moja 2 starša ločila. To je bil zame ful šok, bila sem tudi v teh, se mi zdi, takih ranljivih letih. In res nisem nikoli predstavljala, ker sta mi delovala kot perfect couple in perfect starša, da se bo to kadarkoli zgodilo. Tako da takrat vem, da je bilo zelo težko obdobje zame, sploh tako videti očja, ki je bil čisto sesut in joko in tako, ker ga je v bistvu mami na nek način pustila. Tako da takrat se mi zdi, da mi je bilo zelo hudo, ampak kljub temu, da sta se razšla, sta hotela res, da mi vemo, da sta ona 2 naša starša in da ne bosta tega, kako bi rekla, razdrla. In vse do danes sta v bistvu ful dobra prijatelja in mi je ful lepo, ker se videvamo vsak teden na družinskih kosilih in praznujemo rojstne dneve in božičke in vse to še vedno skupaj. Tako da v bistvu kljub temu, da sta se razšla in mi je bilo takrat ful hudo, sem v bistvu zdaj ful vesela, ker vidim, da je bilo res za oba zelo dobro, da se je to zgodilo, ker sta zdaj samo še boljša starša in boljša prijatelja. Tako da vem, da velikokrat se tako ne zgodi in da se starši res dokončno skregajo in da kdaj tudi nimajo, pač nočejo, da se otroci sploh vidijo z drugim. Tako da sem vesela, da je pri nas se to obrnilo na pozitivo. Tako da to je bila ena taka izkušnja, ki mi je bila zelo težka, ker mi je zelo težko tudi videti ljudi, ki trpijo in takrat sta se mi res oba ful smilila. Drugače pa jaz tole mentalno zdravje res ful povezujem pri meni s fizičnim počutjem in zdaj recimo
zadnji let pa pol, sploh da je tole poletje, zato mi je fajn, da imamo velik ta pogovor, ker sem zdaj spet bolj, sem opazila, da je moje telo res zelo izčrpano in mi je bilo tako čudno, zakaj. In s tem so prihajale res tudi neke tesnobe, ki so mi bile zelo neprijetne in sem bila tako, zakaj se je vse v redu, zakaj se tako slabo počutim in tako na nek način tudi osamljeno, kljub temu, da imam Johna in družino in vse, ampak tako sama se nisem dobro počutila, ful se mi je vrtel. In strah me je bilo, da bom, ne vem, umrla tudi. Tako, a veš, če sem bila sama doma, sem bila tako, ne vem, malo se mi je zavrtela in sem imela, shit, jaz ne vem, če bom preživela, jaz ne maram biti sama, kaj je zdaj to. Tako da zdaj sem ful vesela, ker sem ugotovila, pa sem rekla, ok, dosti je, gremo k zdravniku, dajmo pogledati, če je kaj tako narobe z mano in sem ugotovila v bistvu, da sem ful slabokrvna zaradi mojih menstruacij in da sem bila res na meji skorajda preživetja z mojim železom in ferritinom. In pa sem šla k zdravnici in je bila tako dobro, da si mislim, da si sploh po koncu, ker glede na tvoje stanje bi ti mogla sam ležati. Tako da so me zdaj nafilali z infuzijami in ker sem dobila to ogromno dozo tega železa, je meni ker sem dobila novo telo in novo neko, ker da bi dobila novo kri in sem se počutila vida v trenutku toliko boljš, prav tako neverjetno. Kar naenkrat ful energije, ful tudi tako samozavesti, ves ta strah, nestabilnost je šla stran in me je bilo tako res čudežno. Tako da zdaj sem spet ful fajn in tako pri močeh. No. Tako da mi je bilo ful zanimivo, kako kdaj, ko greš v te cikle, mogoče ni sam v tvoji glavi, ampak je tudi kaj s telesom dejansko narobe. No. Tako da, ja, to mi je bilo zdaj kar tak preobrat na pozitivo. Ful zanimivo mi je to, da si šla takrat, ker jaz, ker sem se podobno počutila, kot si ti zdaj opisala, kličem terapevtko. Ti si šla pa k osebni zdravnici. Ja. Zelo dobro, da ste najdeli odgovor in na nek način. Ampak mi je rekla prijateljica, da je kdaj res, mislim, ne pri vseh primerih, definitivno ne, ampak da kdaj je res tudi kaj takega, ali da ti manjka ful železa, ali D-vitamina, ali tako, da je kdaj tudi res fajn pogledati tvojo kri in videti, v kakšnem stanju si. No. Tako da ja. Jaz, če ne bi šla, bi se po mojem sam spraševala, kaj z mano narobe, sam še slabš bi se počutila in padla po mojem neko depresijo, ker bi mislila, da se mi nič več ne da na tem svetu. Ja, to me je motilo, ker sem tudi izgubila ful neke motivacije za delo, motivacije za življenje. Tudi tako, ker se malo pogovarjava zdaj z Johnom, da bi probala mogoče počasi zanositi. In mi sploh ni bilo niti želje imeti otroka, ker sem bila tako, se ne morem niti stati po koncu. A veš, tako vse ti ful pade in sem zdaj res ful vesela, no, da se je to zdaj preobrnilo. Tako da ja, nikoli ne veš, kaj je. A pa so ti dali tudi kaj tako neko dolgoročno podporo, v smislu, da zdaj železo jemlješ redno kot dodatek? To sem jaz jemala, drugače, ker sem vedela, da sem slabokrvna zaradi mojih groznih menstruacij, ampak moje telo mi ne absorbira žal teh tablet niti sirupov. Tako da mislim, da je zdaj edina rešitev ta infuzija, ampak zdaj sem imela 3-krat in zdaj grem še enkrat dati kri, da vidimo, koliko sem zrasla v teh levelih. In pa bom po mojem mogla žal to imeti na pač neki, ne vem, mesec, ne, upam, da ne, da bo recimo 2-krat na let ta doza potrebna, bomo videli, no, ampak važno, da smo najdeli neko rešitev. Tako da, ja. Res lepo, tako se mi zdi lepa zgodba, ne, z dosti hitro srečnim koncem. Ja, res, ja. Ja, tako. Zdaj to predvidevam, da sicer pol ni bilo tako dolgo obdobje, ampak tako zanima me, kako ti vidiš povezavo med duševnim zdravjem pa ustvarjalnostjo. Ali pa recimo takrat, ko si razlagala, da ti je bilo težko, ko sta se starša ločevala, a si povezvala kdaj, da ustvarjaš drugače ali pa da te druge stvari zanimajo ali pa način, kako ustvarjaš v primerjavi z obdobjem, ko si se počutila dobro in zadovoljno in željno novih stvari, ali pa z nekim obdobjem, ko se nisi tako dobro počutila? Ja, ne, sigurno to ful vidim. Tako sem dobra, ko se dobro počutim, sem ful bolj ustvarjalna, ful tudi boljš fotografiram ali delam, tudi bolj skuham, boljše sem žena in vse tako. Ker ko sem slabo,
Ja, v bistvu tudi cancelam projekte iskreno, ker nisem niti sposobna iti fotografirati. Če grem fotografirati, sem ponavadi pač nezadovoljna z izdelkom, kljub temu, da ponavadi so klienti vsi tako, super, to je fajn, ampak vem pri sebi, da bi lahko bilo boljše. Tako da takrat se rajši izogibam temu in mislim, ja, sploh zdaj poleti, sicer žal sem mogla imeti ful teh porok, ampak sem vse nekako dobro speljala, ampak to je pa ta adrenalin, ker si tako, pač moraš to fotografirati, Taja, ker poroko ne moreš prestaviti. In sem se pač šopala s tem adrenalinom, ampak pa sem bila čist dead naslednji dan, kar ni fajn za moje telo in to, ampak ja, odkar imam zdaj ta želez, kar se teh porok tiče, in to je zdaj en booster in mi je ful fajn. Tako da drugače pa, kar se tiče mojega dela pa mentalnega zdravja, tako sem ugotavljala, da je ful povezano, ker sem tako pozitivna in nežna in ne fake in glih zato ful rada tudi tako fotografiram. Nežne stvari, naraven light, ne preveč filtrov in photoshopa, zato ker to nisem jaz. Ful mi je tudi fajn, ker se mi zdi to fotografiranje tudi tako malo psihološko, ker tudi pri teh nevestah in to se mi zdi, da sem vedno en psiholog zraven, veš, kaj jih moraš tako malo pomiriti, pa nahajpati, da bo vse lepo in tako. In pri teh portretih mi je zanimivo, kdaj imaš, ne vem, neke mlade, samozavestne ljudi za fotkati, kdaj imaš neke biznismene, ki jim je sam neroden biti pred kamero in mi je ful zanimivo tako, kako se moram jaz z njimi obnašati in kako predstaviti to fotografijo in kako jih sprostiti in na koncu mi zdi, da smo vsi tako best friendi, kljub temu, da kdaj imaš res kakšne, ki ti je sam tako, Bog pomagaj, kako bomo to speljali, jih na koncu moraš nekako sprostiti, da je fajn vzdušje in tudi fajn izdelek. Tako da ja. No, zdaj lahko podelim, prej še nisem, da si ti mene fotkala ob izidu obeh knjig in ja, jaz sem tebe izbrala zato, ker to, kar si zdaj opisala, kako imaš rada naravno svetlobo, naravne ljudi, ne preveč filtrov. Sem si jaz tudi tega takrat želela. Želela sem, da so moje portretne fotke, da pač sem taka, kakor sem, seveda se urediš in naličeš za tisti dan, tako da si your best self. Ampak vseeno, in so mi vedno te fotke, tako zelo so mi blizu. In se mi zdi, da znaš zelo lepo ujeti človeka in energijo in še kar je meni zelo pomemben. Jaz nisem ta oseba, ki je pred kamero zelo sproščena in pa če imaš na drugi strani neko osebo, ki te sprosti in ne da občutka, da moraš biti zdaj tam zategnjen in ne vem, kje poze izvajati, vedno se opomnim, jaz nisem manekenka, tako da jaz ne morem na pol sekunde menjavati izrazov in poze. Tako da ja. Kako bi rekla, da ti skrbiš za duševno zdravje ali pa za fizično zdravje, ki si prej rekla, da se ti zdi ta zelo povezana? Zaenkrat nisem šla še v meditacijo, čeprav me to mika, sploh kad tebe poslušam, pa tudi tele druge, pa moj brat vsak dan meditira, pa tako, ampak zaenkrat še ne čutim te potrebe potem, čeprav imam na enem takem bucket listu, da bi rada malo šla tudi v to, ker se mi zdi, da današnji svet je toliko hiter in toliko nor, da se mi zdi fajn se tudi kdaj tako pomiriti in iti vase, tako da to si želim malo sprobati, ampak trenutno me še ne kliče, tako da se mi zdi, tudi moram iti tako malo go with the flow, ko začutiš takrat tudi to počneš. Drugače pa zelo rada začnem dan z nekim ali jogo ali pilatesom, ene pa urce, glih toliko, da se malo raztegnem. Tudi če se mi ne da, to imamo tako vsi probleme, se mi zdi pol, ko greš v to in ko opraviš ta trening, si tako, ful dobro, da sem to naredil, ne. Tako da to mi je zelo pomembno imeti ene pol ure zase zjutraj, da se, za to neko rutino. Pol zelo, zelo pomembni so mi sprehodi v naravo, to, kar tudi ti. To se mi zdi, biti pokonekten z naravo je tako meni number one fact, zato ker mislim, iti na sprehod po centru Ljubljane ali pa iti na sprehod, dobro, meni je že Rožnik veliko boljše, če imaš kakšne hribe, tako kot ti je še veliko, mislim, še mnogo bolje, ampak narava ti res da toliko ene miline, toliko enega, ne vem, kaj en tak velik objem mi je, ko gremo v naravo, čez nekaj drugega in pridem nazaj res taka polna, napolnjena in ljubim življenje, ne vem, sploh ne znam opisati, ampak mi da eno tako zelo prijetno energijo.
Potem jaz se zelo, zelo rad, čeprav to se zdaj hecno sliši, ampak meni to objemanje in crkljanje z Johnom mi da toliko enega miru, toliko ene ljubezni in sem ful vesela, da se tudi on tako rad pocrklja z mano. Ne zdaj, da se crkljamo skozi, ampak tako, da ležiš v posli in se božaš in objemaš in se pogovarjaš, kako je bil dan in kaj čutiš. In take stvari se mi zdi, da mene ful, ful nahranijo in mi dajo neko varnost. Tako da to. Potem jaz zelo rada poslušam tudi podcaste, recimo tako v avtu ali na avionu ali kaj takega, da se kaj novega naučim. Pa dobra hrana, to definitivno tudi vpliva ful na moje fizično in mentalno zdravje, se mi zdi. In sploh ta naravna, pač ekološko pridelana in zelenjava in sadje in tako. Moja ena najljubših stvari je iti na tržnico in kupiti svežo zelenjavo in sadje. Tako da take stvari, kaj še kaj tako. Ja, drugače pa potovanja mi po mojem največ nahranijo dušo. In odkrivanje novih kultur in ljudi in krajev. Tako da, ja, to je zdaj, kar se spomnim. Pa tudi ful rada tudi kdaj dam na glas muziko in plešem po stanovanju in pojem. To me tudi tako zrelaksira blazno. Izkušnje z kakšno psihoterapijo ali pa s čim pa nisi imela nikoli? Imela sem kakor se spomnim, ko sta se moja mama in oči razšla, sem imela pri eni psihologinji par posvetov. Plus tudi vmes, ne vem, čisto kdaj je to bilo, mogoče med faksom, sem tudi imela par teh ur, po mojem, ne vem, tako 3 mesece, ker sem se pa, zdaj imamo vsi strahove in jaz jih imam še zdaj, ampak s to neko tesnobo, ne vem sicer, zakaj se je to zgodilo, mogoče pojma nimam, to je bilo preden sem bila z Johnom. Ne vem, sem se počutila po mojem tako malo osamljeno in to. In sem dobila različne strahove kot to, da, ne vem, da me je strah biti v dvigalu. Sploh, če gremo tako, strah me je dvigala, strah me je nekih teh visokih stolpnic. Ampak to se je zgodilo zdaj v zadnjih letih. Recimo, jaz sem bila v 3. letniku srednje šole, ker sem bila 16-17, sem šla v New York za 3 mesece na izmenjavo šolsko in pač tam je ogromno teh stolpnic in sem šla sama na vse te stolpnice, vse one razglede, ne vem, koliko 60 nadstropij in mi ni bilo nič. Da me zdaj rečeš, taj greva v New York na one stolpnice, bom bila tako, ne, ni šans, jaz bom tlele down. Tako da mi je to ful zanimivo, dobila sem te strahove pred višino, pa tudi to, kar si ti lih zadnjič na Instagramu pisala, te gore. Evo, to isto. Tako, če so hribi, mi je super, čim so neke gore in neke te skale in nek občutek, da se lahko ubiješ. Mene ta občutek pred smrtjo me je strah, no. To vedno bolj. In ne vem, zakaj mi je ta lift, recimo, občutek, kakor da če sem not zaprta in me noben ne reši, bom umrla. Te stolpnice, ne vem, da me nekdo po mojem dol vrže in da bom umrla. Tiste gore isto. Tako da mi je ful zanimivo, odkje to pride. A pa si kdaj, jaz poznam vse te strahove, se pravi, jaz po tem obdobju po izgorelosti nisem več uporabljala dvigalo, pa midva živiva v 10. nadstropju, tako da mene je začelo to tako konkretno omejevati življenje. Stolpnic ne, to je pa res, da vse nisem bila zdaj recimo v zadnjih letih v nekem New Yorku, kjer je tega res velika. Gore pa... Jaz recimo ne bi mogla stanovati v nadstropju višjem od 5, po mojem. A pa si kdaj imela željo, da bi te strahove premagala? Oziroma... Ja, zato sem takrat imela tudi to psihologinjo, da sva šle malo čez to, ampak po mojem sem pol odnehala, zato ker, mislim, seveda, da to moraš dolgo hoditi, ne, ni to čez noč. Ampak pa sem bila tako, saj mogoče bom nekako šla čez to in zdaj recimo Johnovi starši živijo v Londonu v 8. nadstropju in sem se že navadila, ne, ni tako, da ne moram iti v stanovanje in grem tudi v lift in tako, sicer mi je, moram priznati, malo neprijetno, če moram iti sama, še vedno, ampak vsem grem, ni zdaj, da dobim panični napad. Tako da se mi zdi, da se mi to malo, kako bi rekla, pojenja ta strah, ampak vsem, recimo, da bi mi zdaj rekel, gremo 60 nadstropje, pa ne vem, če bi bila glih za. Ampak se mi zdi pa spet, da ne bi pa prav rekla ne. Ampak mislim, da bi bilo fajn vsem te strahove, mogoče jih malo še bolj sprostiti ali pa jih dati stran. Tako da prosti povej za te gore, še ker sem te prej prekinila. Meni je bilo v gorah
Lih ta vikend sem imela tako lepo izkušnjo. Meni je bil glavni kriterij, zakaj sem se tako mogoče spravila konkretno premagovati strahove, ker se mi je zdelo, da me omejujejo. Eno je bilo to dvigalo, ker Ja. je bilo to vsak dan neka stvar. Ja. Drugo pa meni so gore toliko dobre in rada hodim v gore. In se mi je zdelo, da če zdaj hodim v hribe z nekim strahom, da mi v bistvu ful vzame enega veselja. Ne? In spomnim se, enkrat mi je terapeutka vprašala, ker jaz sem imela pol še eno krajše obdobje, ker tudi si leteti nisem želela. Aha, ok. In takrat, ko je bilo nekako, bi jaz rekla, temu Ja. vrhunc teh strahov, mi je terapeutka rekla, ampak kaj, če zdaj dobiš, ne vem, nek sanjski projekt in moraš za ta projekt sama v dvigalo v, ne vem, 30. nadstropje. Jaz sem rekla, ne, jaz bom nekaj naredila tako, da bo ta sestanek drugje. Ja, ja. A ne, vse bom naredila, da Ja, mi ni ja. treba iti, in takrat sem vedela, a ne, da se toliko izogibaš. Mogoče je to tisto, kar je kriterij, da Ja. sploh če je to za neke stvari, ki so Ja. tebi pomembne, da greš mogoče na tem nekaj delati. Sem pa lih zdaj, ker tako v gorah se mi zdi, da ne čutim več toliko tega strahu, s tem, da se obnašam zelo varno in se ne grem niti izpostavljati nekim tako nevarnim splošno predelom. Sem videla, koliko je pa tudi pomemben, se mi zdi, timing in zaupanje. Ne? Tako kot si ti rekla, da si nehala hoditi na terapijo, ker si vseeno ocenila, saj enkrat boš premagala te strahove. In jaz sem se spomnila, ne vem, leto, dve nazaj, sem jaz sebi v glavi že kar dajala pritiske, zakaj še nisem premagala tega strahu, pa tega strahu. Ampak 2 leti nazaj iti tako v hribe, kot sem šla zdaj ta vikend, bi mi vzeli po moje en dan ali pa 2 dni priprave, po moje bi švicala na polno, naporno bi mi bilo, zdaj ta vikend mi je bilo pa exciting, prijetno, sem vedela, da delam nek pomemben korak, da grem tja v hribe, kjer sem imela panični napad, ampak je bilo, ja, v osnovi je bilo pa prijetno, zato ker je minil toliko časa in se mi zdi, da imam na splošno več zaupanja. In se mi zdi, če bi si kaj rekla za nazaj, bi bilo tudi to, daj zaupi, sej, če boš imela željo pa priložnosti, boš strahove premagala in nima toliko veze, a se to zgodi čez 1 leto ali čez 2 leti. In tako, kot si ti rekla, zdaj imaš pa neko situacijo, kjer ti je vredno in pomembno iti k staršem od Johna v neko stanovanje in greš. Ja. Ja, zanimivo je to. Ampak tako me je, zakaj recimo 10 let nazaj nisem niti malo pomislila na to? A veš, kaj je ta nek premik, kaj se ti zgodi, a to kar čez noč? A veš, kaj ni bilo neke izkušnje take, niti da bi zdaj v liftu stala, sicer pri mami v stanovanju, mislim, v enem bloku se lift skozi pokvarjen, je moja ta mala zadnjič ostala not in je mene skoraj kap zadela. Ampak recimo to se zdaj dogaja, ampak ta strah se je zgodil že, ne vem, par let prej, ker se nič od tega ni zgodilo. Ne? In sem tako, zakaj? Jaz sem o tem že z več, predvsem ženskami govorila in smo vedno prišli malo tudi do zaključka, da, a ne, sicer nisem terapevtka, tako da to je čisto osebno opazovanje. Mal pride tudi z leti. Jaz se tudi spomnim, ko sem bila stara 18 let, se preselila sama v tujino. Mene ni bilo ničesar strah. Tudi se mi zdi, da sploh nisem imela v glavi, kaj vse lahko gre narobe. Medtem ko zdaj bi pa znala našteti seznam stvari, kaj lahko se zgodi in bi se pripravljala, da se to ne bi zgodilo. Meni se zdi, da ima oboje pluse in minuse, takrat si mal naiven, ampak greš in ponavadi so se stvari dobro izpeljale na srečo. Drugo pa vem, da vsaj meni je terapeutka takrat rekla, da pri meni so se strahovi pojavili po izgorelosti in da je bilo to malo tudi to, ker sem šla tokrat čez svoje telo in pol sem bila bolj občutljiva in bolj pa tudi v stiku s telesom in svojimi čustvi in posledično tudi večkrat sploh zaznala, da sem se kdaj počutila tesnobno, ker prej bi mogoče sam vse povozila in šla čez to in vse za dosego nekega cilja. Tako. Razumem. Ja, zanimivo. Ampak ja, sigurno zdaj veliko več razmišljamo o vsem, točno to, kaj gre lahko narobe, kaj se nam lahko zgodi in tako je. Hecen. Čeprav pogrešam malo tiste možgančke iz najstniških let, in ta brezskrbnost in vse to. Ampak ja, nimamo kaj. Fajn, da imamo te psihologe in te pomoči in take podcaste, kot imaš ti, ker je res toliko ljudi ranjenih, tako je drugače, tako da je fajn, da se o tem govori, sigurno. Daj mi malo še povej o tej svoji pozitivnosti. A se ti zdi, da si bila od nekdaj taka? A si kdaj dojela, jaz sem pa na splošno mogoče bolj pozitivna kot drugi? A so kakšne, a bi rekla, da je to tvoj karakter, ali počneš kakšne take stvari, da ti to
filajo, ali se sama opominjaš, da je pozitivnost pomembna? Jaz mislim, da je ful bilo to del moje vzgoje in iz kakšne družine sem jaz prišla, ker sem bila res vzgojena v to pozitivnost in veselje do življenja in od staršev in od babic in dedkov in se mi zdi, da brez tega bi bila jaz čist drug človek. Tako da, ja, že od vedno je bilo to v naši družini in tudi če je šlo kaj narobe, se spomnim, ne vem, če sem pisala cvek matematiko, ni bilo zdaj taja grozen, zdaj greš pa v sobo in se boš učila, ampak je bilo, tajči, nič hudega, gremo eno tortico pojesti pa proslaviti, da ni treba, da je zdaj vse perfekt v tem življenju in si se pač naučila, da tole ni najboljše, ampak se boš zdaj malo učila, pa bomo spravili na trojko, a veš, saj samo da narediš tisto, kar te pač ne veseli v življenju, ni pomembno, da je zdaj vse petne. In sem imela ful tako vzgojo in tako okolje okrog mene. In se mi zdi, da me je to res nekako obrodilo in vzgojilo v to, kar sem danes. In res tudi jaz probam na svet tako gledati. Seveda imamo vsi težke trenutke in tudi zdaj smrt moja babi Maja je bilo zelo, zelo težko, ampak hkrati tudi toliko nekaj najlepšega, zato ker se mi zdi, da še tako preden je umrla, smo imeli en tak bondik pri njej v posli in smo se vse tako crklale, stisnjene in jaz sem tako povedala, da je toliko hvaležna za to, kar je naredila v življenju in koga spoznala in v bistvu rodila moja mama in sestro in posledično tudi mene preko njene hčerke in da kako je zanjo to itak najbolj pomembno v življenju. In tako je radostno in veselo kljub njeni bolezni pač odšla. In mi je bilo to nekaj najlepšega videti, da tako zapustiš svet izpolnjen. In to se mi zdi, da lahko doživiš sam tako, če pač gledaš na svet čim bolj pozitivno in da si odprt za stvari, vzameš izkušnje, ki so ti namenjene in ja, sem to, kar mi moja mama pravi vedno, saj sem že zadnjič v enem drugem podcastu rekla, da dajmo probati življenje jemati kot eno igrišče in se igrati in veseliti in spoznavati in ne borišče, da se sam borimo in tepemo in smo ljubosumni drug na drugega. No, tako da to je res moja mantra in s tem probam tluti vsak dan. Tako da, ja, bi rekla, da vzgoja je bila pri meni najbolj tako pomembna. Druga stvar je pa tudi, se mi zdi, ker se tele moji prijatelji pa John kdaj norca delajo, da je zelo rada, ne, ful sem taka nežna oseba in mene ful hitro lahko kaj prizadene in ful težko gledam tudi ljudi, ki trpijo, čeprav to kdaj ni najboljše, ampak recimo tudi pri filmih je tako, da meni ne moreš dati neke grozne filme za gledati ali pa kakšne grozljivke, ker pač ne morem tega in tudi teh nekih nasilnih filmov ne morem gledati, ker me to čist uniči. In se mi zdi, da pa tudi kdaj, ne vem, ker gremo v kakšno kočo ali pa kaj, lih zaradi tega, ker jaz tega ne gledam, nimam teh strahov. A veš, ker pa ena prijateljica, joj, kaj če bo zdaj kdo udaril ali pa če v kak duh in sem tako, odkje zdaj tebi to? Ja, iz filmov in sem tako, ne. Pač tega jaz nočem gledati in nočem biti pa čistko zatraumirana in tako. Tako da mi je to kar hecno, ja, videti. Ampak ja, ne vem, kaj naj ti še rečem, ampak probam ja čim bolj tako svetlo iti skozi življenje, kljub padcem in težkim situacijam. Zelo lepo. Še ena tema, ki si jo dvakrat se mi zdi omenila, je bila osamljenost. Jaz recimo, ko tako od zunaj gledam, nikoli zate ne bi rekla, da se počutiš osamljeno. Vem, da si vedno imela družino, pa zdaj imaš Johna, pa imaš prijateljice. Kaj bi ti rekla, da je zate prinesel osamljenost kljub temu? Ne, jaz mislim, da sem se najbolj tako osamljeno počutila. Mislim, nikoli ni bilo to zdaj v nekih kritičnih primerih, ampak ne vem, sem bila tudi na Valdorski šoli, kjer smo bili z razredom ful pokonektani in je bila to meni res ena taka velika družina, koliko nas je bilo, 34 sošolcev in smo se vsi res ful dobro imeli. In po tej gimnaziji seveda je prišel faks in jaz sem šla na to Akademijo umetnosti, kjer nas je bilo samo 6 v razredu. In zame je bil to kar en velik šok iz one
ogromne skupine na 6, pa še to v bistvu sta bila 2 tujca, pa niti nista bila vsak dan na faksu in se mi zdi, da me je takrat to kar malo tako stisnili, plus nisem imela partnerja do Johna skoraj zares nobenega, no. Tako da takrat se mi zdi med faksom, da sem se najbolj tako počutila lonely, tudi zato, ker sem se preselila v Gorico, pa nisem tam nobenega poznala. Sem bila tudi stran od teh ljubljanskih prijateljev in družine in tako. In sploh prvo let mi je bil zelo težek, kljub temu, da sem se imela sama s sabo drugače ful fajn in nisem imela še vseh teh strahov, ki so kasneje prišli. Ampak ja, je bil pa ta občutek osamljenosti in takrat se mi zdi, da sem se najbolj zamotila s tem delom za faks, da sem fotografirala, snemala, risala. To me je nekako pol polnilo, da nisem toliko razmišljala, ojoj, sama sem, nimam zdaj več mojih Waldorfsov in družine in tako. Ampak pol greš čez to in itak tam spoznaš nove ljudi in nove, ja, neke hobije in tako. Tako da, ja, ampak takrat se mi zdi po Waldorfski, no, da sem se najbolj tako osamljeno počutila, pa sem zbildala to samozavest, tudi pol odprla ta SP in pol so novi ljudje prihajali iz različnih projektov in ja, tako. Ampak zdaj se pa, mislim, zdaj imaš tudi tako, da se mi zdi sploh pri meni je tale menstrualni cikel zelo močen, se mi zdi, da mi res tako ful niha, mislim, v osnovi sem tako happy in pozitivna in to, ampak te hormoni, mislim, res delajo svoje. In mi je to hecen, kako sem en dan tako najbolj happy na tem svetu in pol pride drug dan in si sam tako, kar nekaj mi je vse skup brez veze, nič me ne zanima, jaz bi kar rada malo, ne vem, zaspala in se s tem ne ukvarjala. Noro mi je to, res, kaj žensko telo dela z nami. Kako se pa pogovarjaš sama s sabo na tisti dan, ko pride menstruacija, pa imaš recimo bolečine, a znaš biti nežna do sebe in vedeti, ja, zdaj se mi nič ne da, ali pa nimam volje do stvari, ker pač je ta dan v mesecu, a ne, ali pa te dnevi. To se mi zdi tudi, da je malo niha. Kdaj sem tako, če pač to je tako, zdaj ja, lež, pi čaj. Kdaj žal je tako, da imam lih poroko in si tako, žal ne morem in moram biti zdaj 12 ur na poroki in moramo to nekako shendlati. Kdaj imamo pa neke take vražičke v sebi, ki so pa kar neki tečni in so kar tako, zdaj boš pa kar ležala, ne, moraš delati ali pa 5 saj na 2-urni sprehod, da se malo razmigaš tako. Hecen kdo tako leti v tvojo glavo, ker imam res različne karakterje teh taj. Se mi zdi pa predvsem pomembno, eno je, kdo leti, ampak koga se odločiš pol poslušati, ne? Zelo lepo je slišati, da jaz bi rekla, da imamo vsi te različne verzije od te nekdo, ki te preganja, mogla bi zdaj to, do tega nežnega dela sebe, ki razume, dan za počitek. Jaz bi rekla, je, da sta oba, pomembno je pa, koga boš upošteval. Ja, točno to je. Kako bi ti rekla, a si gledala, mislim, da so se enkrat pogovarjali o tistih Blue Zones, a veš, ki so te serija, kjer govori oziroma raziskujejo faktorje, ki pripomorejo k dolgemu življenju oziroma raziskujejo te skupnosti, kjer ljudje nadpovprečno dolgo živijo in z mano je zelo takrat ostalo, da je pomembna skupnost. In ta povezanost z drugimi. Kako bi ti rekla, kaj je tvoj nek support system ali pa neka, na koga se obrneš, ali takrat, ko ti je hudo nekaj osebnega, ali ko imaš kakšne poslovne izzive ali pa kreativne. Najprej hočem poudariti, nujno vsi, ki tole poslušate, morate pogledati ta Blue Zone, ker meni je bilo to po mojem highlight tega leta, ki sem gledala. Zato, ker je toliko da misliti, kaj res šteje v tem življenju. In med drugim je ta skupnost. In zdaj tako se opazujem, ful tako hecno, ampak takrat, ko imava midva ljudi pri sebi, recimo sploh zvečer na večerici ali pa ne vem, da kartamo ali pa nekaj, da imamo neko druženje, preden greva spat, jaz spim kot dojenček. In tako, zdaj se parkrat tako, zakaj smo danes res tako dobro spala, ker so bili včeraj oni pri nas ali pa, ker smo imeli družinsko neko praznovanje. In mi je ful zanimiv, kako me to najbolj pomiri in najbolj da nek občutek varnosti in da takrat res spim kot dojenček in se zbudim vsa nasmejana zjutraj. Tako, ful fun fact, no, to sem zdaj ugotovila in sem rekla, to moramo zdaj bolj pogosto delati. Drugače pa,
Jaz imam zelo odprt odnos z mami in z očem, tako res vse jima povem, kar je kdaj tudi malo too much, ampak ni od dva imam vedno, sploh mami, no, za tako first emergency, poleg Johna seveda. Z Johnom imava tudi ful poglobljene debate in pač on je res toliko zlat z mano, je za, mislim, stoji za vsako stvarjo in me podpira in spodbuja in je kaj moj varuh. Tako da ja, John, družina in pa seveda ja, prijatelji. Tako moram reči, da ta Valdorska nam je res mi je podarila toliko krasne osebe, ker skozi šolska leta smo šli čez ful enih, poleg seveda študijskih programov, tudi izletov. In to so bile kdaj tudi 3-tedenske ekskurzije, kjer si 24/7 skozi sošolci in ni lahko. Ampak lih s takimi pol se res to bolj globje spoznaš, greš čez padce in vzpone in se mi zdi, da bojo te osebe res forever z mano. Tako so zelo, zelo special osebe, tako sem za njih zelo, zelo hvaležna tudi. Tako da ja, sem tak človek, ki se zelo hitro obrne, ni tako, da bi v sebi kuhala neko žalost, jezo, se zelo hitro odprem in tako, jaz rabim pomoč. Pač prosim, pomagajte mi ali tako. No. In tudi pravim vsem mojim prijateljicam, da je res fajn, da smo odprti, da se govorijo in težke in lepe stvari, ker svet ni sam lep, seveda, in se mi zdi ful pomembno, da tudi, če imaš kdaj slab dan, da to poveš, ker je vsem ful lažje. No. Tako da ja, skupnost je ful, ful pomembna. Ja. Če greva še malo na to ustvarjalnost, a si imela kakšne izzive na tem področju, s katerimi si se srečala? Ja, sigurno, zdaj razmišljam, mislim, prav nekih groznih, mislim, razen tega stresa, ki se mi ponavlja, mislim, sploh tako od teh mojih projektov se mi zdi, da so mi najbolj stresne poroke, zato ker ne moreš nič ponoviti, ne. Ker če imaš ti eno fotkanje, pa ne vem, ti malo pogledaš v levo, pa je kaj slabo, ali pa da ne vem, nisem imela priklopljene kamere ali pa karkoli, tako, a lahko samo še enkrat ponoviva, pri poroki ni tega, ne, je en poljub, je prstan v eni sekundi, ne vem, mama joka v drugi sekundi, moraš res biti ful naspideran in res ne smeš nič zamuditi in se mi zdi, da so mi te poroke res drugače tako najbolj stresne, ampak hkrati tudi ful, ful lepe in polnjene ljubezni in energij lepih. Ampak kar se teh tako tiče, da bi imela neke probleme ali pa kaj, pa zdaj razmišljam, da niti ne. Seveda na začetku mi je bilo težko, ker sem se še navajala na kamero pa na te programe na računalniku, kako kaj zeditirati pa to. Pridejo kakšne stvari sigurno, ampak moram potrkati, da nič kaj hujšega, no, zaenkrat. A delaš kakšne svoje projekte, tako izven naročnikov trenutno? Trenutno ne. To smo se tudi zadnjič pogovarjali, da moram, da tako malo pogrešam to, iti nazaj delati še kakšne bolj passionate stvari. Mislim, zdaj tale poroka, ki sem jo delala par tednov nazaj, ker sem nazadnje objavila to v teh narodnih nošah v Beli krajini, to me je bilo ful za dušo, kljub temu, da je bil projekt plačan in tako me blokiran, sem bila tako, ok, jaz rabim delati čim več takih stvari, takih malo nenavadnih in povezanih z naravo, tako da zdaj sem razmišljala, da res moram iti malo spet nazaj v to, pa mogoče res kaj s temi plesalci, baletniki. Ampak po drugi strani tako ne čutim, da bi zdaj ne živela sebe, ker se mi zdi pa prek drugih stvari, ne vem, ali da skuham nek recept, ali delam, ne vem, homemade pašto, ali ne vem, grem na nek izlet prvič v življenju, se mi zdi, da me tudi te stvari ful dajo in v bistvu nimam toliko potrebe, kakor sem imela mogoče prej v študijskih letih, da kao iščem sebe in kdo jaz sem. Tako da zdaj me kakšne te druge stvari še celo bolj tako potešijo. A si kdaj razmišljala o kakšni, jaz si zelo predstavljam, kako ti narediš kuharsko knjigo, ki ni glavni point recept, ampak je neko oda druženju in dobri hrani in To samo te sem malo fotke. razmišljala. Kaj takega bi definitivno. Mislim, ja, to mi je bil tudi ful lep projekt, zdaj, ko si omenila knjigico. Jaz sem naredila, koliko je že 4 leta nazaj, knjigico njej z Gitico Jakopin, za njene poezije pa moje fotografije in to mi je bil eden lepši tako passion projektov. Tako da mogoče bo tudi z Gitico še kaj
v prihodnosti naredile. Ker knjigice delati mi je res ful, ful fajn. Imam to knjigico in Ajajaj. navijam za nove. Res, tako ko imaš tudi te svoje stvari, to je res neka tak fizična stvar in se mi zdi, da je to ful fajn imeti. Ker te druge stvari so več ali manj samo na internetu, ne? In ni pa tako v fizični obliki. Tako da hvala tudi za ta nasvet za kuhanje nekje. Kaj pa tvoj profil, kjer ti ocenjuješ tiramisuje? Ja, to žal ne obstaja več. A ne, ok. Čeprav so vsi zelo žalostni, tako mi je noro, ker tudi zdaj sem bila na eni poroki in en random Američan tako, what about your tiramisu? In sem bila tako, kaj, odkje pa ti to veš? Tako da čisto vsak je zelo žalosten in sem tako, ja, a moram res iti nazaj v to. Ampak jem še vedno, tiramisu je ogromno in skoraj vsak teden. Ampak pa sem gotovila, da je to toliko enega, ne vem, pa se moraš zrihtati, pa make-up, pa editirati, pa tudi tako mi je bilo malo bed v teh restauracijah, ker res iskreno povem moje mnenje in pa oni natakari me poslušajo in me tako malo awkward mogoče. Tako da ne vem, mogoče bomo kdaj šli nazaj, ampak trenutno ni na vidi. Zadnjič sva delala tiramisu, pa ni rado tako dober in sem Ojoj. se spomnila na te in sem pomislila, medtem ko mojemu fantu je bil bolj všeč, ki tudi se mi zdi pri teh ocenah je treba vzeti v zakup, Ja, nekdo ima itak. rad več Kavo smetane, ali pa, kave, ja, mascarponeja, a ne, in ja. ja, No, jaz v sem- mojem nimam smetane, nič. Jaz imam Ok. samo mascarpone, pa malo več jajčk, to mi je dobro. No, jaz sem razmišljala, da bi zelo rada imela en tak kanal za tiramisu, mi je tudi zelo dober, sem pa še Ok. zelo nora na cheesecake. Ja. In se mi zdi ogromna razlika med cheesecakeom, jaz si ga predstavljam tega bolj svežega, nepečenega, ali pa Ja. med pečeno skutno torto. In sem se Ja. tokrat v življenju že Ah, zasrala, ker naročim cheesecake in pol dobim pečeno skutno torto in not the same. razočaranje. Ja, vidiš, mogoče. Zdaj smo bili v Istri, ker so bili Johnovi prijatelji ta vikend, ne prijatelji, starši v Ljubljani. In smo šli v Paranzana, restauracijo, ne vem, če poznaš. In sem bila tako, in kaj je vaša najboljša sladica? In je bil cheesecake. In sem bila tako, ok, bom vzela cheesecake. In je bil res, res dober. Tako da, če boš šla, kdaj zelo priporočam, da probaš. Fino, si bom shranila, to sem pa vedno na lovu No, za vidiš. dobrimi cheesecakei. Ja. Malo še mogoče o teh dosežkih na ustvarjalnem področju. Prej si že malo povedala, tako, kateri so ti projekti, na katere si najbolj ponosna. Ali pa ne vem, če se ozreva malo naprej, a imaš, kako si planiraš delo, kaj razmišljaš, kaj bi rada vnaprej delala, ali greš spontano, kakor pridejo naročniki, ali si postavljaš Ja. neke cilje. Ne, tako se mi zdi, da vsak let bi rada delala boljše stvari, pa manj. Ne? Tako se mi zdi, ker na začetku sem res garala in delala vsak dan in pač valjda, zato ker moraš. Zdaj se mi pa zdi, da ta nek balans v življenju mi je ful pomemben, zato ne bi rada preveč delala. Mislim, itak kar delam je itak za dušo tudi ful fajn, tako da ni to neka muka, ampak tako res vedno bolj dojemam, da smisel življenja je tudi, da si čim manj, mislim, da se imaš fajn in da imaš čas za prijatelje in čas za izlete in čas za starše in čas pol tudi za otroke in iti v naravo in to. Tako da si želim, da imam ta nek balans še naprej. Ta let sem res dobro furala, zdaj je sicer bilo malo bolj busy zaradi porokic, ampak so bile vse fajn, tako da se ne bom nič pritoževala. Ampak ja, tako da si še naprej želim delati stvari, ki me veselijo, da jih ni preveč, da imam še vedno čas zase in za moje bližnje. Poroke se že malo blokirajo za drugo leto, potem malo si želiva zdaj mogoče počasi s temi otročki začeti, da postanemo starši. Kar se pa stvari tiče, pa ja, želim si čim več s tujino sodelovati, s tem Blumenhausom, te hotele fotografirati, kakšne poroke. Tako da nimam, vse hecen slišati, ampak nimam nekih takih ciljev, zdaj bi rada slikala za une tretje, ker me v bistvu vsak projekt tako nahrani in veseli. Tako da, ja, go with the flow. Zdaj si malo že omenila eno temo, ki je meni tudi zelo zanimiva, to ravnotežje med delom in ostalimi deli življenja.
Mm. Kako bi rekla, da skrbiš za to? A si omejiš, koliko projektov vzameš, ali vidiš Ja. sprot, koliko jih lahko podelaš? Ja, malo oboje, kar si rekla. Tudi nisem zdaj, da bi me ljudje klicali vsak dan, a delaš deli, tako da nimam s tem težav zdaj, da sem overloaded s projekti. Tako da, ja, če mu rečem ne, če čutim, da ni zame, večinoma rečem ja, ampak tudi tako recimo ta balet mi je dal res ful discipline in se mi zdi tako, tudi s temi porokami sem ful pridna, ker ponavadi pač fotografi zeditirajo te poroke, ne vem, 3-4 mesece rabijo, ne, jaz imam to ful hiter in je 2 tedna. Ampak ne zato, ker, ne vem, manj slikam ali pa se mi ne da editirati, ampak zato, ker imam to disciplino in imam, ne vem, poroko v soboto in res v 2 tednih jo pol zeditiram, ker ti jo realno lahko zeditiraš, ne vem, v 5 dneh, če delaš non-stop, ne. Tako da imam ful tako poštiman in disciplinan, tudi zdaj čez poletje sem vse poroke že oddala in imam zdaj čas za pač svoje stvari. In tudi čez dan ni tako, da se zdaj zbudim in takoj začnem delati, ker mi je pač glih to prioriteta, ker sva se prej pogovarjali, da in potelovadim, grem na sprehod, delam, pol imam čas, da si skuham kosilo, ne da naročim skozi Wolt, ker se mi zdi to tudi čisto mimo. Ker nima sploh občutka pol več s hrano, se mi zdi, če je sam to take away, pač to sem jaz kar mal proti temu. Seveda kdaj pa kdaj mi ful paše, da naročim pico, ampak tako, da smo tukaj in zdaj, no. Ker ful ne maram tega občutka, da tudi če editiraš, da si na računalniku editiraš, ješ na hiter iz Wolta, ker se mi zdi, da to je vse en mes, no. Tako da probam, ja, ko delam, ko ne delam, imam glavo na off in za svoje ljudi in zase, tako da ta balans sem kar stroga pri tem, no. To je meni ful nujno. A si na recimo busy dan, ko editiraš, a si omejiš, koliko ur lahko delaš ali ne, Ja. delaš, kakor gre? Ful vse to ta problem, da ne morem toliko zelo veliko sedeti. Tako da tudi če, ne vem, da delam 3 ure in pol čutim, da moje noge se morajo malo premikati in grem pol, ne vem, dati posodo iz stroja in oprati obleke, glih toliko, da 5 minut nekaj delam in grem pol nazaj na komp. Tako da ne morem jaz v kosu, po mojem, mislim, če je nujno, to se res redko kdaj zgodi, da sem pol 12 ur sam za kompom in ful delam, ampak se mi zdi, da so zelo zdrave te pavzice vmes, ker sem pol tudi ful bolj efektivna in bolj intuitne. Ker če bi jaz zdaj začela takoj se zbudim, grem na komp in cel dan delam, to je meni grozen. Pač jaz rabim neke pavzice, zato da se malo spočijem in grem pol bolj, spet bolj rada za komp in naredim tako, kakor se spodobi. Kako pa skrbiš za čim večjo ali pa čim boljšo produktivnost? Pa tukaj meni vedno smiselno poudariti, ni cilj to, da bi čim več naredil, ampak meni, odkar sem na svojem, je zelo fino to, da nikoli ne sedim za računalnikom, ne čist nikoli, ampak se trudim, da bi čim manj sedela za računalnikom in ne bila produktivna. Če nisem produktivna, raje ostanem in grem delati, grem na sprehod, grem v naravo, nekaj, da bi ne zapravila časa za računalnikom, ampak recimo moj izziv je tukaj vedno te telefoni in maili. In če uspem biti fokusirana na eno stvar, da eno stvar delam, da imam odprt en program, delam na enem projektu, tudi vidim, da včasih lahko, ne vem, v 4, kaj še v 6 urah naredim res ogromen, če sem noter. Če pa sem dopustna do tega, da imam malo telefon zraven in nekaj... Ja, ne, to je disaster, pol gre takoj 12 ur, pa nič ne narediš. Ne, tako da jaz si probam, ko editiram in to, da telefon na off in ga takole položim, da se ga ne vidi. Mislim, da ne vidim, kaj prihaja. In mislim, problem je, če sem doma, ne, ker pol je, malo sem lačna, pa imam pogledati, kaj je v hladilniku, pol, a bi se šla zdaj stuširati, ne, pa ima skozi malo te neke triggerje. Tako da, če je kaj tako bolj urgentnega in da moram imeti fokus, grem pa v kakšen lokal ali pa k mami ali nekam tako, da nimam teh interakcij kakšnih drugih preveč. Tako da ja, je zelo problem, ampak kar bi se jaz res ful rada, mislim, če ne bi bila fotografinja, bi verjetno si jaz ta telefon in Instagram vse to po mojem kar zbrisala, ker sem drugače kar proti temu, no, moram reči.
Kako pa tukaj ohranjaš neko, a si moraš postaviti mejo, koliko si na telefonu, ali nimaš toliko Ja. težav s tem, da bi bila preveč? Ne, po mojem sem preveč iskreno. Tako, ko potujem, pa to se mi zdi, da na telefon sploh ne pogledam, ker je toliko enih zanimivih stvari okrog, pa ljudi, pa tako. Pa ko si doma, sploh zdaj se mi zdi ta jesen, pa tema zgodi, pa ne vem, si bolj cozy v postelji ali na kavču in potem seveda je ta telefon. In mi je tako, ker res redko kdaj, da dobim neke fajn feedback od tega telefona. Ne. A veš, ta Instagram scrollaš, kaj sej, res, da je una na kavi, ne vem, v rogu, pa una bere knjigo, pa da se je una kupila nove čevlje. Mislim, to res niso neke novice, ki meni veliko pomenijo. Ne. Ampak, ker si vsak dan rečem, pa dej, zakaj si sploh tle gor, ampak te pol kar zamika, ne, pa pol so kakšne fajn stvari, pa seveda malo prebereš, ampak overall bi jaz rekla, da 5% stvari na Instagramu mi res nekaj da, vse drugo je pa en shit. Tako da bi ful rada raje zamenjala to s kakšno dobro knjigo, čeprav sem zelo, ker se hecno sliši, ker sem iz familije, ki vsi zelo radi berejo. In pišejo. Sovražam branje. Ja, mislim, sovražam tako. Mislim, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da zdaj počasi prihajamo ta leta, ki me bo to branje bolj zanimalo. No. Tako da se mi zdi, da sem si dala zdaj za to jesen, zimo malo tak neko željo, da bi se res zatopila v knjige, ker se mi zdi, da so veliko boljše kot tele telefoni. Ali pa kak dober film ali podcast, samo da ni to scrollanje, ker res nimaš nič od tega. No. Meni se zdi pri scrollanju res v primerjavi recimo z branjem knjige ali pa gledanjem. Knjiga se Ja. mi zdi najboljši primer, tudi Ja. gledanje filma ali pa poslušanje podcasta. Skozi branje knjige jaz pri sebi vidim, da treniram to zbranost in Ja, biti točno to. osredotočena na eno Ja, stvar. ja. Tudi se mi zgodi, ne vem, ko berem knjigo, pa preberem 2 odstavka, pa misli Ja. so mi odplavale. Ja, Ampak ja, ja. Ja. dojameš, da so ti odplavale in moraš To najti, ti, kje ja. si vstal, Res, medtem ja. ko na Instagramu skozi odplavajo Tako, misli. točno to. Ja, res, to si zelo dobro rekla. Ja. Ja. In jaz sem, kadar sem najbolj tako, kako bi rekla, kjer edino place, kjer res berem, je jadrnica. In to po mojem lih zato, ker tam res, ko jadraš, nimaš kaj veliko za delati. Signala itak ni, ali ti je pa slabo, če bi bil zdaj na telefonu, plus ti tudi nimaš elektrike in moraš šparati z elektriko in vsem tem. In seveda, kaj ti preostane, je knjiga. In to je res edino mesto, kjer jaz res berem. Tako da, A pa bi rekla, da je še kaj, hotela sem še to reči. Meni se zdi Ja. pri branju zelo pomemben najti vsebino, ki ti ustreza. Ja, A bi rekla, da je to tudi problem, kdaj. Ja. Zato to je bila fajn moja babi, ker me je dobro poznala in mi je povedala, kaj je zame. Ker res, da me zdaj daš v knjižnico, nimam pojma. Sploh tam milijon enih naslovov, milijon enih tem, niti ne vem, kaj me zanima. In mi je ful težko v bistvu dobiti neko dobro knjigo, zato mi je fajn, da jo dobim ali od neke prijateljice, ali od babi, ali od mame, od nekoga, ki te pozna, ker je tako pol že malo lažje. Ne. In zdaj, ko pospravljamo tole stanovanje od manjčice, je pač tam milijon enih knjig, ki jih moramo mi zdaj nekako porazdeliti in vzeti. Tako da mi je bilo fajn iti z mami čez njih in zdaj imam po mojem 50 novih knjig, ki so vse baje zame fajn, tako da se veselim, da sem rekla res, da bom z manjco nekako povezana, ker so še vse podčrtane, ko ona čisto vsako knjigo, ki bere, podčrta, kaj je pomembno in pol ozadje napiše kakšne kvote ali stavke, ki so ji tako se vtisnili v srce. Tako da mi je to zdaj ful lep projekt. Lepo. Ja. Zdaj sva lih s temi knjigami zakorakale še v to eno področje, ki bi te vprašala. A priporočaš kakšno knjigo, filme, podcaste? Kaj rada poslušaš, To je bereš? tudi zdaj ta problem, ker tako nimam recimo zdaj nekih, kako bi rekla, recimo, če se lotva podcastov, zdaj prav nekega specifičnega hosta, ki ga vedno poslušam, ker bolj tako sledim temam in je lahko karkoli, ne. Odvisno, kako se počutim in kaj mi paše poslušati, tako da kdaj so kakšni cheesy one, kdaj so kakšni ful poglobljeni, ampak tako, če jih par naštejem, mislim, od slovenskih si mi ti, pa pol tale Nina Gaspari, Zlovim ravnotežje, pa Aideja ima kakšne fajn, pa tale, kaj je,
Jure, kako ima že on, Dog neki, Underdog. Ampak bolj tako gledam, kateri ljudje me zanimajo in pri komu so bili gostje in pol pač tisti kliknem in me je tako. Tako da to pa prbati, podobno katino se imaš, v Sloveniji nimamo prav veliko neki. Ampak moram to še malo raziskati od teh tujcev, pa kdaj ta Diary of CEO, pa Zoe, če poznaš. Ne. Sicer je kar intenzivno, ampak je vse na temo zdravja in hrane in tega, ampak kdaj recimo, če me zanima kaj o, ne vem, probiotikih ali pa o, ne vem, omega-3, grem tja poslušati, ker so neki znanstveniki, ki ti kar v redu povejo, pa predstavijo. Tako da to pol filmi, sem kar fanica Kinodvora, zato ker ta Kolosej in vse te drugi so predvsem ti hollywoodski in neki te akcijski filmi, ki me ne potegnejo, tako da Kinodvor zelo rada spremljam, predvsem te evropske filme, ki niso te neki klasični, mislim, te neki, kako bi rekla, komercialni. Tako da zdaj v teh zadnjih mesecih, mislim, ne vem, če si gledala Past Lives, mi je bil všeč, no, ali pa si poglej, pa The Perfect Days, oba zelo počasna filma, ampak se mi zdi, da je ful fajn gledati tudi take stvari zato, da se res posvetiš zgodbi, pa padeš v njo, pa se v bistvu spočiješ, zato ker kakor so prej omenili, ta Instagram, to scrollanje, te reklame tudi po televiziji, vse je toliko hiter in vse se mi zdi, da nas toliko utruje, tako da se mi zdi, da mi ful pašejo te počasni filmi z globokim sporočilom in to. In zdaj sem bila, ker moj Karpo, pač dedi, ima 2 razstavi trenutno, eno v Kinoteki, njegove filme in pa eno v Rogu, mislim, da še 2 tedna. In zdaj sem šla v to v Rogu, kjer predstavlja pa njegove reklame iz 70-ih, 80-ih in jaz nisem mogla verjeti, da je bilo to sploh možno. Te reklame so dolge, ne vem, 4 minute in to je bilo na televiziji, počasne, ful, pač to si tako, kaj, se bo sploh zgodilo že kaj? S klasično glasbo, vse je bilo neka zafrkancija in sem bila tako, wow, pač kjer preskok smo mi naredili z tistega na to, kar je zdaj, pač ne vem, kupite, ne vem, ta piščanec je samo 2,90 € v Šparu, pač noro. Tako da to tudi priporočam, obe razstavi, ker ti ful data misliti o tej počasnosti in tudi o ljudeh, kakšni smo bili, se mi zdi ful bolj taki sproščeni in zabavni in tako ful ene skupnosti, no, tako da ja, to. Skratka, glede filmov, imam bolj rada te drame bi rekla. Pa kar se knjig tiče, pa v bistvu nisem, kar me zamika, ali so to neki romani, ali kakšne bolj taki priročniki. Zdaj pač tudi zaradi babi rada berem te njene knjige, kolumne, no, ker so zbrane kolumne, da tako malo še podoživljam njen svet in njene razmišljanja in tako. Drugače me pa tudi ful navdihuje glasba. Pa še to glasba, saj smo povezani. Zdaj, prejšnje leto nama je Johnova mami podarila predstavo v operi od Virginije Woolf, balet. In to mi je bilo pa po mojem nekaj najboljšega v življenju. Žal ne igra več, ampak balet in glasba, ki jo je delal pa ta Max Richard, nekaj takega, ki je delal tudi glasbo za My Brilliant Friend TV show. Je bilo tako res masterpiece in se mi zdi, da po uni predstavi mi je ful dala ene motivacije za delo in za življenje in tako. In pa obožujem tudi besedila od Zale in Gašperja. Pač vsaka njuna pesem, že od začetka, ko bereš besedila, so mi tako, wow, pač jaz bi kar eno knjigico naredila iz tega, ker so res take fajn poezije. Tako da tako je, bi rekla. Zelo lepo. Če hoče poslušalci vedeti kaj več o tebi, tvoja spletna stran je? Ja, imamo tajakp.com, potem imamo Instagram tajakp. Ne vem, kaj ne naredim s tem KP in ta Harris, to so kar neki, ampak ostaja KP, no, ker mi je bolj tako, se mi zdi, da me bolj poznajo po tajakp, kot ta Harris. Tako da je to dvoje. Če se kdo poroči, naj mi tudi piše, z veseljem odgovorim. To so te 2 spletne strani Instagram.
Facebook pa ne uporabljam, tako da tam mi rajš ne pisati. A je še karkoli, kar bi želela podeliti, kakšno temo, ki jo nismo odprle, pa bi jo ti rada? Pa zdaj razmišljam, jaz sem kar povedala vse, kar sem hotela. Ja, pač res jaz si sam želim, da ljudje čim bolj svetlobo gledamo na ta svet, kljub pa res to zaupanje. No, jaz sem res pobudnica tega zaupanja. Seveda ne moreš ti biti samo v posli in zaupati, da bo vse v redu, ker je tudi akcija pomembna pri tem, da smo aktivni in to se mi zdi, da tudi zdaj po covidu smo kar malo leni postali, ker mi ni všeč, kar se tiče druženj in iti ven in spoznavati ljudi ali iti na razstave, v kina, na koncerte, ker bi zdaj najrajši kar bili doma in gledali YouTube in filme doma in poslušali Spotify muziko, ker se mi zdi, da te aktivnosti izven doma ti dajo veliko več. No. Tako da jaz bi spodbudila rada, da čim več hodimo in v gledališča, kine, v naravo, na koncerte in se družimo in tudi to negujemo prijateljstva. To se mi zdi tudi zelo pomembno, ker če postanemo še tle leni in ne damo nič od sebe, pa izgubimo še ta nek core, ki se mi zdi ful pomemben za življenje. In ja, se imamo radi in plešemo. Tako. Ne vem. Ja. Ejta, zelo hvala, da si vzela čas. Ja, z Mi je veseljem. bilo lepo te še malo bolj spoznati, slišati tvoje razmišljanje in še malo dobiti tega tvojega karakterja. Se mi zelo navdih, res. Ja, hvala. Ne, in tudi ti si meni ful navdih in taka carica, ker ti si lih primer ženske, ki jo zanima svet in zanima delo in da res lepe stvari ustvarjaš in vse te knjige in podcaste in dizajne. Tako da. Hvala tebi za povabilo, super je bilo. Hvala ti. Lep dan imej. Enako. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.